Drabostnjakovo priznanje Petru Militarevu. 40 let Društva tabornikov Rod dveh rek. 70 let ribiške družine Medvode. ETM, udoben javni prostor za vse. Z garami na tekmo za veliko nagrado Senice. Počitniško varstvo beleži rekorde. Hiša na hribu, simbioza tradicije in sodobnosti. Na jesenskih serenadah s harmoniko. Pozdravljeni, vreme je naši občini zaenkrat še prizaneslo, upamo, da bo tako tudi ostalo. Kljub temu pa začenjamo s črno kroniko. Danes zjutraj je namreč zagorelo v restavraciji golf igrišča v Smledniku. Ob dobrem posredovanju gasilcev pa je škoda manjša, kot bi sicer lahko bila. V golf klubu Kubo Smlednik je danes ob 8:33 zagorelo v eni izmed 3 stavb, ki sestavljajo srednji restauracijski del golf igrišča. Na kraj dogodka je odhitelo 74 gasilcev 6 društev Gasilske zveze Medvode s 14 vozili ter vozilo avtolestve Gasilske brigade Ljubljana s 5 gasilci. Prav hitremu in navkljub dopoldanskemu času izjemno številčni ekipi usposobljenih prostovoljnih gasilcev gre zahvala, da je bil požar hitro lokaliziran in kot je za našo televizijo povedal poveljnik Gasilske zveze Medvode Anže Šilar, so gasilci ob prihodu na kraj požara videli, da je bila streha že v ognju. Ogenj se je iz pritličja širil v prvo in drugo nadstropje. Požar so omejili in naredili presek na sosednji strehi, da se ogenj ni mogel širiti naprej. O vzrokih za nastanek požara gasilci ponavadi ne govorijo, saj so za to pristojni policisti. Ti pa so nas zaenkrat iz policijske uprave Ljubljana obvestili, da nas bodo z bolj podrobnimi podatki seznanili po končani akciji, ko bo znanih več okoliščin požara. Nadaljujemo pa preko meje pri Korošcih. V torek smo bili povabljeni v Celovec v interkulturni prireditveni center. Slovenska prosvetna zveza je namreč podelila Drabostnjakovo priznanje našemu občanu, režiserju, dramaturgu in mentorju Petru Militarovu. Pripravili so mu lep večer. In kdo je bil Andrej Šuster Drabostnjak, po katerem priznanje nosi ime? Bil je kmet, ki je konec 18. in v začetku 19. stoletja pisal v slovenščini in v slovenščino prevajal pesmi in knjige. Napisal pa je tudi nekaj nabožnih ljudskih iger in svojo igralsko skupino prirejal predstave. Med rojaki Korošci je budil narodno zavest. Slovenska prosvetna zveza v Celovcu Drabostnjakovo priznanje ne podeljuje redno, ampak le za res pomembne kulturne in druge dosežke. Ja, to Drabostnjakovo priznanje je res priznanje, ki ga podeljujemo ob res posebnih priložnostih za posebne ljudi, ki so res ustvarile za slovensko narodno skupnost en poseben dosežek in ki je tudi trajen potem. To se pri Militarovem tudi vidi. On je tedaj z revolucijo gledališča spremenil celotno sceno na Koroškem in to je ostalo do danes. Kot so med drugim zapisali v vabilu na podelitev priznanja, je Peter Militarov ljubiteljstvo, ki je oblikovalo podobo slovenskega gledališča na Koroškem, obogatil in presegel z inovacijo na režijski, dramaturški, vzgojni in na vsesplošni gledališki ravni. Pot je odprl različnim gledališkim žanrom in okrepil prizadevanja za sodobno dramsko ustvarjanje in družbeno kritičnost gledališča koroških Slovencev s prepletanjem ljubiteljskega in profesionalnega gledališča. Predstavitev njegovega dela in delovanja je za prireditev pripravil dr. Andrej Leben, ki je bil zaradi bolezni sicer odsoten. Video predstavitve, torej kolaž fotografij in videoposnetkov, med drugim tudi iz pogovora, ki ga je leta 2009 pripravila naša televizija, je pripravil Hansi Weiss. Študenti AGRFT-ja pa so na oder postavili 2 prizora iz igre Florjana Lipuša Mrtvo oznanilo, s katerim so koroški gledališčniki pod vodstvom Petra Militarova jezili v 90. letih oblastnike in blesteli tudi v družbi profesionalnih gledališč. Na Koroškem se je podpisal pod skoraj 30 predstav. Skratka, bil je to en lep večer, poln emocij in stoječih ovacij, po katerem se lahko reče le: Ja, da sem srečen, enostavno in vesel in v bistvu čist iskreno povem ponosen, kar sem pravzaprav naredil na Koroškem. Svojim prepoznanim delom je sooblikoval in zaznamoval slovensko gledališče na Koroškem in obratno. Je pustila to za eno veliko željo,
ki jo skozi gojimo, ne? Da bi Koroška ostala res primarna v svojem jeziku, da bi ostali Slovenci, da bi se posvetili kulturi v smeri, ki smo jo mi začeli razvijati. In ko smo prišli v tem vsem našim delom in naporom tako daleč, da v bistvu imajo danes lastno gledališko hišo, v kateri sedimo. V dvorani interkulturnega prireditvenega centra tudi ali predvsem zaradi Petra Militarova danes deluje tudi slovensko profesionalno gledališče Rampa. Danes toliko, v prihodnji oddaji pa še kakšno podrobnost več in še nekaj spominov, ki so se obudili ob tokratni podelitvi Drobosnjakovega priznanja Petru Militarovu. Nadaljujemo pa z jubileji. Medvoški taborniki so nas v soboto povabili na praznovanje 40. obletnice delovanja njihovega društva. Začeli so že popoldne z različnimi aktivnostmi za otroke, s prikazom zgodovine preurejanja taborniške hiške in njene okolice, zgodovine taborništva nasploh. Nadaljevali so s proslavo ter zaključili s koncertom taborniškega hišnega benda Bratovščina glasbenega galeba. V Medvodah obeležujemo začetek taborništva v letu 1975, ko je odred dobre volje iz Šiške ustanovil družino MČ. Ta je kasneje zrasla v četo, ko pa je bila dovolj velika, pa so ustanovili odred dveh rek Medvode, ki se je v letu 1992 preimenoval v rod dveh rek. 16. oktobra bodo tako praznovali 40. obletnico ustanovitve, ob tej priložnosti pa so krajane, občane, člane, prijatelje in znance povabili na praznovanje pri njihovi hiški pod Čerinom. V zadnjih letih je interes za vključitev v njihov rod presegal njihove zmožnosti sprejemanja novih članov, kar je zagotovo odraz kvalitetnega dela. Mislim, da smo napredovali, predvsem z trudom, vloženo energijo in časom namenjenim v lepšo okolico taborniške hiške, ki je koristna tako nam za lažje izvajanje projektov, za lažje izvajanje akcij in drugih taborniških stvari in pa s tem smo, mislim, da tudi dosegli nov prostor, ki je pomemben tudi za Presko oziroma za bližnjo okolico, ker kot je prej tudi župan omenil, prej tukaj ni bilo veliko dogajanja, danes pa je tukaj veliko pozitivnega dogajanja in mislim, da smo naredili velik korak v pravo smer z razvojem okolice taborniške hiške. Na tokratnem srečanju je prišlo spomina obujati kar nekaj nekdanjih članov rodu dveh rek, nekateri so bili taborniki že pred ustanovitvijo rodu, med njimi tudi zakonca Bizjak. Takrat so prišli iz Šiške, odred je bil še takrat dobre volje in so pa začeli s taborniki v Preski in pa smo začeli hoditi k tabornikom. Koliko časa? Ja, dolg. Do vojske, pa pol še po vojski tudi, pa pol z otroci, pa še zdaj včasih kaj. O pozitivnih izkušnjah, ki jih da taborništvo, ni dvoma, zato bi moral vsak otrok izkusiti nekaj taborništva, ki da tudi dobro popotnico življenju. Pomine od danes nazaj, ne, drugač pa sigurno en drugačen pogled na svet, eno odgovornost, življenje v naravi, odnos do narave, odnos do drugih, odnos do mladih, odnos do vzgoje. En kup stvari, sigurno. In to ostane, da si želite potem tudi otrokom enako izkušnjo, kaj ne? Ja, seveda, gotovo. Vsi najni so bili taborniki, vsi najni so bili v vodstvu, vnuki pa še čakamo, ne, tako da. Se vidva našla pri tabornikih? Ja, mi dva sva se našla pri tabornikih, jaz sem prišla k tabornikov zaradi ljubezni in ta ljubezen je zdaj Ja, več kot 40 let. Ja. več kot 40 let. Kaj je pa recimo najlepša izkušnja taborništva? So to tabori, druženja, petje? Kaj? Ja, najlepši v bistvu je spomin na poletna taborjenja. Mi smo začeli s taborjenji ob Bohinjskem jezeru. To so bila še leta, v bistvu, ko je bilo še
ni bilo toliko turizma, ker je bilo marsikaj dovoljeno. Zjutraj smo šli lepo v vrsti do jezera in v jezeru umivali zobe, naprimer. Bili smo pa vedno številni, v bistvu tudi zdaj je bilo 70 tabornikov na taboru. Jaz se spomnim, da nas je bilo enkrat nekaj čez 100 in čeprav nas je bilo nekaj čez 100, jaz vem, da smo imeli za kosilo pire krompir, ki je bil narejen iz pravega krompirja, ne iz kosmiča. In delali smo tudi flancate, palačinke smo pekli od zajtrka naprej, da jih je bilo dosti v večerje. Tabori, 10-dnevni poletni za starejše in 7-dnevni za najmlajše ob Kolpi na Diži so najlepši. Pa jesenovanje, mečev bivak, 2-dnevne akcije za gegeje. Morebiti se to vrstne izkušnje slišijo predvsem zabavne, a skozi zabavo in igro je osvojenega veliko znanja, pa tudi vrednot. Mislim, da pravi tabornik je človek večjih vrednot, predvsem pa spoštovanje drugih, samoiniciativnosti oziroma angažiranosti in pa vedno je pripravljen pomagati ne glede na vse. Jaz rečem, da če je treba pomagati, bomo šli tudi nagi pomagati. In česa se taborniki naučijo, če se pridružijo eni od taborniških družin? Imamo splošna taborniška znanja, kot je učenje vozlov, postavljanje zasilnega prebivališča oziroma šotora. Predvsem pa se mi zdi, da taborniki, sploh mlajše tabornike vzgajamo v nekih življenjskih stvareh, kot je biti samostojen, pomiti za sabo posodo, spoštovati hrano, naravo, sočloveka, priskočiti na pomoč oziroma, kako bi rekel, same vrednote, ki bi nas mogle kot ljudi družiti, med sabo povezovati in se spoštovati in si pomagati. Ena od velikih prednosti sodelovanja s taborniki je ta, da otroci večino časa preživijo v naravi, brez motečih elektronskih naprav. Mi tudi na taboru, naprimer na glavnem poletnem taborjenju, nimamo dovoljenih mobilnih telefonov, prepovedali smo tudi vso pošto, ki prihaja v tabor, zato ker eni otroci lahko dobijo pošto od staršev, od babice vsak dan, en otrok pa mogoče dobi eno pošto in se nam ne zdi pošteno, da nekateri nosijo gore pošto, primer oziroma nekih lepih pisem pozdravov, nekateri pa ne. Tako da probamo delovati brez elektronskih naprav, tudi pač orientacija je en velik del s kompasom in s karto v roki, brez telefona, se orientirati v naravi. V rodu Dveh rek je trenutno aktivnih okoli 20 prostovoljcev, ki delajo z mladino in želijo si, da bi pridobili še nekaj starejših članov. Letos nas je bilo na taboru, se pravi, na koncu smo bili slabih 17 dni prisotni, tam nas je bilo okoli 20 prisotnih, tako da to prostovoljcev težko rečeš, vzami si čas, ker je pač le to prostovoljna dejavnost in mislim, da vsaka ura namenjena v našem društvu je zlata vredna. Prostovoljcem je v imenu Zveze tabornikov Slovenije Rok Bandal podelil srebrna in bronasta priznanja, rodu Dveh rek pa spominsko plaketo za 40 let delovanja. Ena bolj aktivnih članic, predvsem tudi bolj zgovornih, pa je Taja, ki je med tabornike tudi prišla zaradi pozitivne družinske izkušnje in ostala, kot mentorica otrokom, pa tudi bodočim mentorjem. Kaj je moja najljubši dogodek iz mojega taborništva, je mogoče vodniški tečaj, kjer v bistvu se pridajo pač mladi taborniki izobraževati, da lahko postanejo vodniki, da lahko predajo znanje svojim tabornikom. Pač moj vodniški tečaj je bil eden izmed mojih lepših dogodkov, ker sem res poznala ful tabornikov tudi iz Gorenjske regije in smo res dobri prijatelji. Pa tudi zdaj jim pomagam kot mentorica, torej učim mlajše in mi je res fajn, da lahko predajam tudi znanje malce starejšim tabornikom, ne samo pač mačkom ali pa gigajom. Kar pa me ostaja, da živim pri taborništvu, so pa torej ti nasmehi malih otrok in ko vidiš, da jim res veliko lahko daš, da jim lahko do ene mere spremeniš življenje s tem, kar počnemo tukaj. Tudi zaradi pozitivne naravnanosti tistih, ki mlade učijo, vodijo in z njimi delajo, je zanimanje za taborništvo v zadnjem obdobju izjemno. Trenutno imajo 105 članov, če bodo imeli dovolj mentorjev, pa nameravajo letos sprejeti še en vod. Da želijo postati taborniki zadnjih nekaj let, sploh ni
nismo imeli propagandnih akcij, ker ponovadi smo prišli v razred, v šoli in imeli z njimi kakšen lov na zaklad po šoli, torej lov na lisico z potnimi znaki, ali pa smo jih naučili kakšen vozu, imeli kakšen ogenj zakurjen. Tega zadnjih par let sploh ni, zato ker je v Medvodah tako velika želja po pač udeležbi pri tabornikih od malih otrok, da imamo v bistvu sploh čakalno listo otrok, ki si želijo postati taborniki in moramo vsak let filati in jih čim več spraviti pač med naše vrste. Vsaj eden od razlogov pa je tudi, da taborniki iz male rezidence na Višnarjevi zdaj domujejo pod Čerenom. Res pa je tudi, da so si hiško z ogromno dela uredili čisto sami. Enako velja za prostor okoli, ki je sedaj pravi taborniški raj. Ja, res velik prednost te taborniške hiške je to, da smo res blizu narave. To, da medtem ko prej v rezidenci, v tistem pač v stanovanju, nismo imeli možnosti recimo kurjenja ognjev ali pa spoznavanja gozda, spoznavanja narave, spoznavanja recimo stopinj živalskih. Zdaj pa tukaj imamo res vse te opcije. Tudi lahko se gremo zelo več športnih iger, lahko otroci prespijo tukaj in je pač res raj za tabornike v primerjavi z rezidenco. Sami so uredili notranje prostore, zgornje prostore v celoti, saj niso bili bivalni, položili so izolacijo, knaufali, brusili, kitali in belili ter položili laminat. Tudi zunaj so na novo uredili brežino pri bajerju ter podporni zid za novo nastalo travnato površino, ki je bila prej kup materiala, ki ga je odpeljalo kar 70 tovornjakov. Postavili so 60-metrsko ograjo, položili tlakovce v zunanji umivalnici in zasadili zelenico. Prek participativnega proračuna so uspeli okolico urediti še do konca in sedaj lahko brez skrbi medse vabijo otroke ter druge obiskovalce. Tudi organizirajo filmske večere, srečanja pa tudi koncerte, kot je bil tokratni z njihovim hišnim bendom Bratovščina glasbenega galeba. Prvi žvižg se zareže v zrak in žarek se zarosi. Nad strehem mesta v glave srca in kleti, še eno dan se rodi. Dragi taborniki, 10 let nazaj tukaj smo vse od tega prostora, kar smo imeli kot občina, so bili maili na občini, da se tukaj zadržujejo skupine, ki si jih generalno ne želimo. Hiška je propadala, v resnici ni nihče vedel, kaj naj s to hiško počnemo, čigava sploh je. Hiška je bila naša, zemljišče pa ne. In tako naprej. Taborniki ste bili v enem stanovanju v centru Medvod. Mislim, da je bil tam včasih ena enota vrtca, če se ne motim. Vsekakor ni bil to prostor, ki bi bil primeren za tabornike. In spomnim se prvih pogovorov, kaj če bi šli taborniki sem, a bojo sploh hoteli sem, a je to prenora ideja, ampak saj verjetno slabško, da so v bloku ne more biti, ne. In potem ste prišli vi. Malo kasneje sva se spoznala z Anžetom, prej še z nekaterimi drugimi in ste pravzaprav, ko ste začeli kazati vaše projekte, se mi je zdelo, to je prelepo, da bi lahko bilo res. Ampak danes, po parih letih, je vse to res in še več. Prostor, ki so se ga vsi izogibali, je postal čudovit prostor. Imajo nekaj šotorov, ki so jim jih pomagali kupiti podporniki, načrtujejo še dokončanje stalnega ognjišča na novi terasi, urediti mostove okoli bajerja in postaviti učilnico v naravi, ki bi jo lahko uporabljale tudi šole. Občina Medvode je na tokratnem praznovanju poskrbela tudi za darilo ob obletnici, ki pa vsekakor ni bilo tipično rojstnodnevno darilo. Občina Medvode se je odločila za eno posebno darilo in sicer vam ob današnjem, ob 40-letnici predajamo v uporabo 2 hektara gozda za vami. Občina je namreč en mesec nazaj kupila ves ta gozd gor do Zgornje ceste, to sta okrog 20.000 kvadratnih metrov. Želimo, da jih vi prevzamete v upravljanje, da vam ta gozd služi kot dodaten poligon za izvajanje vaših dejavnosti. Zdaj se vse ful lepo sliši. Sej je res tako, ampak kupili smo to tudi zaradi tega, ker bomo drugo leto delali noter gor še eno vrtino za boljšo vodooskrbo Medvod. Ampak tistih 20 kvadratov vas ne bo nič motil zgoraj, kjer bo vrtina in vsi bomo boljš volje, zato ker bomo imeli še en dodaten vodni vir. Vem pa in res toliko z lažjim srcem oziroma z večjim veseljem bi pa želeli, da to vi upravljate, ker vemo, da bo to upravljeno lepo. Darilo, za katerega so se taborniki zahvalili z glasnim mrmranjem, taborniki namreč ne ploskajo, je pa to tudi darilo velika obveza.
Mogoče bo sedaj lažje priti do kakšne sušice, predvsem pa bomo probali poskrbeti za ta gost, tako kot smo poskrbeli za to. Nekaj let, oziroma odkar je participativni proračun, imamo tudi idejo o šolski učni poti oziroma učni poti v naravi, ki pa jo nismo prijavili zaradi tega, ker ne poznamo lastnikov gozdov, bi pa potrebovali njihovo soglasje za izvedbo participativnega proračuna. Tako da načeloma mogoče bo zdaj lažje narediti tudi učno pot pri taborniški hiški. Veseli so tudi, da jih okoliški prebivalci lepo sprejemajo, z njimi poklepetajo in pohvalijo lepo urejeno okolico. So pa zagotovo taborniki simpatije pridobili tudi z rednim sodelovanjem ob naravnih nesrečah. Ob lanskoletnih poplavah je bila njihova pomoč, 171 prostovoljnih ur so opravili takrat, neprecenljiva. Pri civilni zaščiti smo zaradi ene obveze, pa tudi zato, ker res želimo pomagati, sploh, ker pride do takih nesreč, kot so bile recimo poplave. Radi se povezujemo tudi s šolami, pa pripravimo kakšne aktivnosti za otroke, za naravoslovne dneve, tehniške dneve, tako da res želimo dati občini, ker tudi občina daje veliko nam in želimo za dobro sobivanje. Taborniki poleti organizirajo tudi 4-dnevni tabor za otroke, ki niso taborniki, posodijo hiško za počitniško varstvo otrok, sodelujejo z osnovnimi šolami, društvi, na različnih občinskih prireditvah radi spečejo palačinke ali pokažejo kakšne druge svoje veščine. 40 let bo torej v oktobru za njimi in s to lepo obletnico tudi pogled v prihodnost, kjer si želijo predvsem graditi skupnost mladih, samostojnih in angažiranih odgovornih posameznikov. Upam, da bo društvo raslo, da bomo še lahko naprej bivali pri taborniški hiški oziroma v Preski. Prostor je idealen, še bolj idealnega smo si naredili. In pa upam, da bojo prostovoljci za mano, za nami znali ceniti našo delo in delo vseh do zdaj in peljali ta rod dalje. Prav tako to soboto so svojih 70 let delovanja in 30 let pobratanja z ribiško družino Grosuplje slovesnosti obeležili tudi člani ribiške družine Medvode. Praznovali so v osnovni šoli Vižmarje Brod. Ribiška družina Medvode ima namreč sedež v Šmartnem pod Šmarno goro, kjer imajo svoj ribiški dom in ribnik. Večino revirja pa imajo v naši občini, tudi 6 gojitvenih potokov. Danes le nekaj osnovnih informacij skozi čas, v prihodnji informativni oddaji pa o aktualni problematiki. Ribiška družina Medvode je bila ustanovljena 14. julija 1954. leta iz bivše ribiške zadruge Ljubljana. Ob ustanovitvi je štela 38 članov, prvi predsednik pa je bil Jernej Hribar. Pred 20 leti jih je bilo že skorajda 250, pred 7 leti le še 95, danes pa jih je ponovno 140. Glavna naloga vodstva pa je v svoje vrste privabiti tudi mlade, kar jim občasno uspeva. Iščejo pa dolgotrajne rešitve. Že sicer je njihov moto najprej družina, potem služba, nato pa ribičija. Od samega začetka se je ribiška družina Medvode ubadala s prostorsko krizo, tako da so bili sestanki vodstva v Šentvidu, Tacnu, Medvodah, celo v Retečah. Delna rešitev je bila izgradnja doma ribičev v Medvodah v 70 letih. Ta je bil leta 1989 porušen, na njegovem mestu pa je zrasla knjižnica Medvode. Ali ni bilo prave volje ali pa ni bilo prave komunikacije, se je na slovesnosti ob 70-letnici, ta je potekala v osnovni šoli Vižmarje Brod, spraševal aktualni predsednik ribiške družine Medvode Rajko Zajc. V sili razmer se je vodstvo ob pomoči sponzorjev odločilo in kupilo parcelo v Šmartnem pod Šmarno goro, kjer so še danes. Zgradili so ribiški dom in ribnik za krape, kjer vsaj enkrat letno poteka ribiški piknik in seveda različna srečanja s tekmovanji. Enkrat letno ribiška družina Medvode prevzame tudi organizacijo državnega prvenstva v muharjenju na reki Sori. V preteklosti je bila njihova ekipa tudi večkratni državni prvak.
Pohvalijo pa se lahko tudi z največjim ujetim sulcem v Sloveniji, če ne celo na Balkanu. Dolg je bil 135 cm, težak 27 kg, ujet pa v Savi nasproti Donita leta 2005. Srečni ribič je bil Edo Januš. Ribiška družina Medvode trenutno upravlja s 4 revirji. Poleg komercialnega ribnika upravlja še z reko Savo, od mostu čez reko Savo pri medvoški hidroelektrarni do Tacenskega mostu, z reko Soro od jezu v Goričanah do izliva v Savo na Sotočju in s krajšim odsekom Mavelščice. Upravlja pa še 6 gojitvenimi potoki, med drugim tudi z ločnico, kjer potekajo številne popoplavne sanacije, tudi v vodotokih. Kljub morebitnemu drugačnemu prepričanju pa člani ribiške družine še zdaleč niso le ribiči. Z dodatnim vlaganjem različnih vrst rib v gojitvene potoke namreč skrbijo, da je stalež tako po številu kot po vrstah rib kolikor toliko konstanten. Finančno in z delom so pomagali tudi pri izgradnji ribogojnice v Povodju, ki je trenutno v fazi sanacije in pridobivanja potrebnih dovoljenj. Ob tokratni priložnosti so se za sodelovanje zahvalili Savskim elektrarnam Ljubljana, Donitu Tesnitu, Goričanski papirnici, Lovski družini Medvode ter obema občinama, občini Medvode in mestni občini Ljubljana. V prvi imajo večji del svojega revirja, v drugi pa sedež društva. Zahvalili pa so se tudi številnim članom, ki so sooblikovali večji del teh 70 let delovanja ribiške družine Medvode. Videli se, da je bila struktura več ali manj starejša. To so člani že skoraj od začetka, 50-60 let že. In oni so bili tisti, ki so bili slikani tam v Šmartnem pred barako. In do danes pride, brez teh ljudi ne bi bilo take družine, ne zgradbe, ne objekta, ne ribnika, niti tradicije. V prihodnji oddaji pa s predsednikom ribiške družine Medvode o tem, kaj pomeni imeti koncesijo, zakaj je ribjega staleža manj, kot ga je bilo, če so reke vendarle čistejše, kot so bile. Kako preprečiti zgrešene prakse pri urejanju vodotokov in pri popoplavni sanaciji. V prihodnji oddaji tudi o še eni sicer neformalni civilni iniciativi, ki nasprotuje varianti nadgradnje železnice Ljubljana-Kranj oziroma Naklo, kot je predvidena v predlogu državnega prostorskega načrta. Medtem ko civilna iniciativa Okolju prijazen tir nasprotuje načrtovanim spremembam trase in gradnji tunela skozi Medanski hrib in zagovarja nadgradnjo železnice po obstoječi trasi, pa gre ta, poimenovala se je civilna iniciativa Okolju in občanom prijazna železnica, še korak dlje. Predlaga namreč, da se obstoječi železniški tir ohrani v isti trasi in se nameni za potrebe primestne železnice, za lokalni potniški promet z izgradnjo dodatnih postaj. Medtem ko se nova proga za potrebe mednarodnega in tovornega prometa umesti ob obstoječo avtocesto Ljubljana-Jesenice. Zbrali so več kot 2000 podpisov podpore, med drugim tudi doktorja Jožeta Duhovnika. Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti se glasi udoben javni prostor za vse. Temu zelo dobro sledi eden od osrednjih projektov, Park Soba, ki jo lahko obiščete vse do 23. septembra na parkirišču ob tržnici. Eni prvih obiskovalcev oziroma tistih, ki so jo soustvarjali, so bili osnovnošolci, ki obiskujejo bivak v Sori. Vezni člen tako bivaka, Park Sobe, izmenjevalnice oblačil na tržnici, ki bo potekala v nedeljo, in dnevov odprtih vrat, ki se bosta odvila naslednji teden v preoblikovalnici, je naša sogovornica Barbara Bališ-Markovič. Mogoče je te dni kdo od vas začudeno pogledal, ko je želel parkirati pred Medvoško tržnico, saj imata 2 parkirni mesti za nekaj dni novo funkcijo. S projektom Park Soba so slogan Evropskega tedna mobilnosti vzeli precej resno, saj so ponudili nov udoben javni prostor v občini, ki je namenjen prav vsem, razen avtomobilom. Ja, letos je res malo večja.
mogoče bo tudi več pestrosti, oziroma sigurno bo več pestrosti. Poanta sobe je, da se dejansko ustavimo, da s to sobo pokažemo, da mogoče z avtomobilom lahko tudi odložimo pot, avtomobil parkiramo in se na razne krajše opravke odpravimo peš. In ta park soba v tednu mobilnosti to simbolizira. Vabljeni, da se v njej ustavite, posedite, poigrate, spijete kavico. Park soba je trajnostno opremljena, saj je pohištvo dobilo novo priložnost, ko so si ga sposodili v občinskem zbirnem centru odpadkov. Kar je pa značilno za to sobico, je pa to, da so predmeti rešeni za določen čas iz našega zbirnega centra. Deloma so tudi predelani, v nadaljevanju bodo tudi popravljeni določeni, da se vidi, da se določene stvari preden se jih odnese ali odvrže, lahko tudi popravi in še dlje uporabi. Tako da smo združili dve stvari, se pravi ponovno rabo in teden mobilnosti. Ker je trajnost v svetu hitre mode in potrošnje potrebna, je treba trajnostno vzgojiti najmlajše. Zato so bili prvi obiskovalci oziroma sosnovalci parka sobe otroci, ki v Sori obiskujejo bivak. Precej kosov na žalost prehitro konča na smetišču. Marsikater kos je v bistvu boljši in lepši kot tisti, ki ga nadomesti, zaradi te hitre potrošnje in okusov, ki se zelo hitro spreminjajo. Ampak na tak način lahko spodbujamo ustvarjalnost, lahko naredimo zelo zanimive pisane kose. In tudi v bivaku, naprimer, vsakodnevno, kadar se srečujemo, ustvarjamo in uporabljamo zelo veliko recikliranih materialov, se pravi materialov iz vsakodnevnega življenja in naredimo dejansko kar res lepe izdelke. Otroci pa uživajo, ker kombinirajo, režejo, čarajo in ustvarjajo. Danes sem ustvarjala, pa barvala, pa zelo rada to delam. Jaz sem barvo stal, ful mi je bilo zabaven, pa rad to delam. Barvala stal. S kakšnimi barvami pa? Akrilnimi. Bivak je predvsem varen prostor, kamor se osnovnošolci lahko pridejo družiti po šoli, kjer otroci lahko delajo stvari, ki jih veselijo in skupnimi močmi naredijo tudi domačo nalogo. Ker v bivaku že tako velikokrat ustvarjajo, se je mentorica odločila, da se v času postavitve park sobe, ki bo postavljena do 23. septembra, programi izvedejo kar na prostem in s tem poskrbijo, da je park soba tudi čim bolj praktično v uporabi. Bivak se nam bo pridružil še dvakrat, še 2 ponedeljka. Vabljeni so tudi vsi ostali otroci z Medvod in starši, da se nam na delavnicah pridružijo. To bo ponedeljkih od 3 do 5. Sicer je pa res namenjeno druženju, bodo še tudi druge delavnice, pa v povezavi s preoblikovalnico, kjer bodo tudi še delavnice ponovne rabe. Se bo pač dnevno dogajalo, ampak spontano, ne po kakšnem določenem urniku. V primeru močnega deževja se bo dnevni center Bivak izvajal na kamnitih stojnicah pokrite tržnice. Park soba je pa le lučaj stran in vabi, da tudi drugi mimoidoči preizkusijo svojo kreativnost ali pa zgolj za trenutek posedijo v tej postavitvi, ki prikazuje načine nove rabe že zavrženih stvari. Kako poskrbeti, da je zavrženih stvari čim manj, pa bo poskrbljeno tudi na izmenjevalnici starih oblačil, ki se bo odvila to nedeljo prav tako na tržnici, v primeru zelo slabega vremena pa v klubu Jedro. Ravno tako, kot sem že prej povedala za zanimive kose pohištva, so tudi oblačila iz preteklosti oziroma pred časom bila precej bolj kvalitetna. To je en razlog. Danes seveda ne pomeni, če si z nekom izmenjaš oblačilo ali pa da prideš na izmenjevalnico, da si oblačila pač ne moreš privoščiti. V bistvu gre že za eno drugačno zavest, da dejansko dobiš že oprano, čisto, lepo, skoraj nerabljeno lahko oblačilo, ki ima že manj kemikalij. Gre za druženje, gre za spodbujanje k trajnosti, v bistvu večplastno. Na izmenjevalnico lahko vsak od vas prinese, tudi že pred samim dogodkom. Kontaktni podatki organizatorjev so dostopni na letakih. Oblačila za otroke, odrasle, hišni tekstil, lahko tudi igrače. V bistvu vsakodnevne življenjske dobrine, ja. Na dan dogodka svoje kose oblačil izročite organizatorjem, ki jih sortirajo in razporedijo. Vi pa lahko izbirate med že razstavljenimi. Ti prosijo, da prinesete približno toliko oblačil, kot jih boste tudi odnesli.
Lahko pa po oblačila tudi samo pridete. Oblačila pa ne bodo pristala na smetiščih, tudi če ne bodo dobila novega doma tekom izmenjevalnice. Kar ostane, bomo pa ravno tako porazdelili lepa uporabna oblačila, se bomo potrudili še poiskati na različne načine nove lastnike. Nekaj bomo dali na fundacijo, zbirali bomo tudi perilo in nogavice, ki jih sicer na drugih izmenjevalnicah ne zbirajo, zato ker je vedno povpraševanje za brezdomca v Kranju in v Ljubljani. Potem bomo recimo zanimive kose oblačil uporabili v predelavi, v smislu zanimivega blaga. Potem bomo naprimer bombažne barvne majčke uporabili v delavnicah v mladinskih centrih Bivak. To pa naredimo prejo za kvačkanje, za izdelovati vrečke, za izdelovati igračke, v glavnem za ustvarjalen namen. Ker bo res zelo slabega tekstila, bomo ponudili recimo obrtnikom v Medvodah, da prevzamejo za čiščenje strojev. Bodo pa imeli na licu mesta tudi delavnice, kjer bodo pokazali, kako se določene kose tekstila lahko ponovno uporabi za ustvarjalni oziroma uporabni namen. Preoblikovani predmeti, nakit in oblačila pa dobijo novo zgodbo tudi v preoblikovalnici. V preoblikovalnici bo dan odprtih vrat v torek in petek naslednji teden. Ta dan se bo v bistvu dogajalo na temo ponovne rabe, lahko prinesejo svoje izdelke, ki bi jih radi prenovili, popravili, prebarvali, ravno na način izdelati svoj nakit, popraviti svoj nakit, preoblikovati oblačilo, izdelati dekor za dom, no to bodo teme v preoblikovalnici na Seškovi 1. Za preoblikovalnico bi lahko rekli, da gre za nekakšen začetek vzpostavitve krožnega gospodarstva v občini. Pod okrilje aktivnosti Zelenega septembra sodi tudi dirka z garami, ki jo je v soboto 8. doslej organiziral KUD Franceleški Finžgar s svojo sekcijo Društvo ljubiteljev starin gare. Na Senici si tako zadnje desetletje prizadevajo za ohranitev spomina na čase, ko je bil leseni enoosni ročni voziček ali gare pomembno prevozno sredstvo pri kmečkih opravilih. Prinašal pa je tudi zabavo, tako kot danes v obliki dirke z garami. Gare so leseni enoosni ročni voziček, ki je bil v osnovi namenjen za pomoč pri kmečkih opravilih. Na kmetijah so jih tako uporabljali za spravilo sveže krme, mrve, prenos gnoja, vode in še za marsikatero drugo opravilo. Gare pa imajo v različnih koncih Slovenije tudi različna imena. V Ljubljanski kotlini jim pravijo kule, na Dolenjskem šajtrga, na Primorskem borelo, na Gorenjskem pa so znane kot ciza. Gare, to je voziček, to so vozovi, vozički. Po Sloveniji se različno imenuje, eni pravijo kule, eni šajtrga, eni ciza, eni kolesel. V bistvu je to pravzaprav ohranjamo tradicijo naših staršev ali pa naših prednikov, ker to jim je bil, včasih ni bilo traktorjev, to jim je bil za pomoč na polju. Tako da so imeli tudi različne vrste teh vozov. Ene so imeli za steljo spravljati, so bile platnene košare gor, ene so imeli za zelje voziti, ene za drva voziti, ene za steljo, ko so kosili. Tako da je zelo uporabna bila ta zadeva. In pol pač, ko se je to zrodilo, ko so začeli traktorji prihajati, je to po hišah doma ostali in smo pol na Senici, ker so že včasih naši starši pa naši predniki in s tem se zabavali, tako da smo mi 10-12 let nazaj obudili to tradicijo. In da je bolj pestro in s tem zdaj naredimo en takšen dirko za veliko nagrado Senice. V resnici pa to ni samo, da je dirka, je tudi imamo razdeljen tudi na izvirnost, ko te posneli to, te videli, da so ene gare opremljene, da ne delamo samo na dirki, delamo tudi kako sem prej rekel, na izvirnosti. Že pred pol stoletja so tako poskrbeli, da so se ob težkem kmečkem delu tudi pozabavali in razvedrili. Na Senici pa so zopet oživeli zanimivo tradicijo in priredili že 8. dirko. Kot rečeno, so tekmovali v 2 kategorijah, tisti, ki si prizadevajo za doseg najboljšega časa in tisti za najizvirnejše gare in ekipe. Tekmujejo se v 2 kategorijah. Tisti, ki so res športniki, ki so res fit, tekmujejo po hitrosti,
tisti, ki nismo športniki, nismo tako fit, se pa pol skušajo izkazati kot tisti kreativni in imamo ločeno kategorijo izvirnosti, dobijo ločene pokale, ločene nagrade in pa pol še tretja kategorija so pa otroci, ki pa laufajo polovično progo sami, samo s svojim vozičkom, pa ravno tako neke simbolične nagrade tudi oni dobijo. Dirkalna proga je dolga 440 metrov in sega od doma krajevne skupnosti do vrtca, pri čemer so tekmovalci premagali 4 višinske metre. Vsako ekipo sestavljata 2 člana, sprva prvi vleče gare in sotekmovalca v eno smer, se pri vrtcu zamenjata in potem vozi drugi prvega nazaj proti cilju. Tekma poteka tako kot že vsa leta iz dvorišča ali pa iz parkirišča doma krajanov na Senici do vrtca, kjer se obrneta, tisti, ki je vlekel gor, se usede, pa ga ta drug privleče nazaj, tukaj na parkirišče. Proga dolga 440 metrov v obe smeri, se pravi 220 metrov vsak, 4 višinske metre premagata, za tiste, ki zdaj spremljajo Rogliča, vejo, da to ni hujšga. Tekmovalci so tekmovali v hitrosti in izvirnosti, kjer pa nas ponovno niso razočarali. To ni noben poseben oblačil, to je božje poslanstvo, da sva sem prišla tako oblečena. To je službeno oblačilo. Ja, šef nam je dal danes frej, pa je rekel, da morava ta lep dogodek prideti blagosloviti. Kaj smo bili lani, Val? Traktor. Ste osvojili katero mesto? Prvo. Kaj ste pa letos predstavljate? Čebelnjak. In upaš na katero mesto, da boste osvojili? Spet imamo številko 1. Po mojem ponazarjajo bolj stare čase, takrat, ko so se izumili te fotoaparati. V kategoriji izvirnost je prvo mesto osvojila čebelica Maja, sledila je ekipa Papa Franjo, na 3. mestu pa ekipa Društvo Gar Senica. V kategoriji hitrost pa je 3. mesto osvojila ekipa Jurca, drugo Papa Franjo in prvo ekipa Kuralt Krajnik. Najprej čestitam za zmago, kakšni so vajni občutki? Ja, odlični. Kaj je bil recept, da ste tako dobro se odrezala danes? Ja, da sem jaz drug za druga. Ja, pa da sem jaz vlekel v klancu. Sta se podpirala v glavnem? Ja. Kaj pa je najpomembnejše? Ja, v bistvu tista menjava tam na koncu je veliko pomembna. Ja, tam smo imeli najhitrejšo menjavo. Med tekmo pa je prišlo tudi do padca enega od tekmovalcev, a sta se fanta vseeno dobro odrezala. Kako ste zadovoljna? Kar dobro. Kaj se je zgodilo vmes? Do česa je prišlo? Ja, odzad sem brčnil garo in nisem mogel naprej stopiti in nisem mogel koraka narediti in sem padel. Je zelo hudo ali gre na bolje? Gre na bolje. Okay, super. Torej sta imela tole težavo, ampak vseeno sta se dobro odrezala. Najmlajša tekmovalca sta dosegla 4. mesto. Bila sta najmlajša od vseh tekmovalcev, je tako? Ja. Kako ste zadovoljna? Ful. Katero mesto ste osvojila? 4. A ste se prvič letos udeležila tega ali sta že kdaj bila? Že velikrat sva bila, pa sva bila na vozičkih tam malih, letos sva šla pa prvič na ta velike. In boste še vztrajala na teh velikih? Ja. Kulturno društvo Sejalec umetnosti pa tovrstne dogodke podpira in se jih udeležujejo, saj se borijo za ohranjanje kulturne dediščine. Naše društvo Sejalec umetnosti pravzaprav ohranjamo kulturno dediščino teh krajev v Psorškem polju, se pravi v obeh rekah Save in Sore. In imamo v bistvu to našo nošo izdelano iz prehoda 19. na 20. stoletje in predstavlja nošo dekl in hlapcev. In s tem v bistvu ohranjamo tudi razna kmečke veščine, razne domače zdravila, domačo kulinariko, vse, kar se je na tem okolju dogajalo. Poleg tekmovanja in ohranjanja kulturne dediščine pa organizatorji strmijo k druženju in zabavi, saj so večer popestrili še z veselico. Ta dogodek, moram reči, da mi je zelo pri srcu. Če ne bi bilo korone, bi bilo to že 12. dirka. Tako da je, všeč mi je, ko se vas zbere tle, pride tudi z drugih krajev, tudi tekmovalci pridejo z drugih krajev. In je ena tradicija tle na Senici, in tako da uvajamo, kar mi je še najbolj všeč, uvajamo mladino, tako da nam zelo veliko mladina pomaga danes,
počasi bojo mogli prevzeti od nas starejših to tradicijo in upam, da se bo to še naprej razvijalo na Senici. Ker Senica je v Medvodah najlepša vas v Medvodah. Kaj vse se odvija pod okriljem Evropskega tedna mobilnosti, si poglejte na Facebook strani Celostna prometna strategija občine Medvode. Na občinski spletni strani je na voljo tudi kar nekaj različnih novic in obvestil, med drugim tudi o 2 razpisih za dodelitev sredstev. In to za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sedaj pa še nekaj počitniškega razpoloženja. Zadnjim tednom počitnice je poleg vseh počitniških dejavnosti v naši občini uspešno zaključilo tudi poletno počitniško varstvo, ki ga že vrsto let organizira Mladinski center Klub Jedro. Letos so izvedli 5 terminov, kjer so na željo staršev povečali razpis iz 40 na 60 otrok na posamičen termin. Prav tako pa so varstvo razširili na 2 lokaciji, pri čemer jim je pomagalo Društvo tabornikov Rod 2 rek Medvode. Otroci so se tako na zabaven način spoznali s številnimi društvi občine Medvode. Javni zavod Sotočje Medvode, pod okriljem katerega deluje Mladinski center Klub Jedro, je tudi letos uspešno izvedel 5 terminov počitniškega varstva. Na željo staršev so na prvih 3 terminih povečali število otrok iz 40 na 60, prav tako pa so varstvo razširili na 2 lokaciji, za kar se zahvaljujejo medvoškim tabornikom, pojasnjuje organizator počitniškega varstva Rok Tomšič. Letos smo v bistvu varstvo povečali glede na želje staršev oziroma potrebe na splošno staršev občine Medvode. Se pravi, imeli smo 5 terminov tako kot prejšnja leta, ker se je tudi pokazalo, da v teh terminih, se pravi, prve 3 tedne po koncu šole, pa zadnja 2 pred začetkom šole, tudi starši takrat najbolj potrebujejo varstvo. Smo pa razširili kapacitete na 60 otrok v prvih 3 tednih varstva, pa razširili smo varstvo na 2 lokaciji, kar se je pokazalo za super v bistvu potezo. Tukaj bi se zahvalil tudi tabornikom, našim medvoškim Rod 2 rek Medvode, ki so nam oddali njihov prostor, da smo lahko tam izvajali še eno enoto. Tako da, starši zadovoljni, otroci še bolj, to je tudi naše poslanstvo. Poleg medvoških tabornikov, ki so otrokom predstavili smisel taborjenja v naravi, je Mladinski center k sodelovanju povabil tudi številna lokalna društva in organizacije, kot so Društvo Amulet, Zdravstveni dom Medvode, Policijsko postajo Medvode, Gasilsko društvo PGD Preska in Rolersko društvo Rolera. Smisel tega varstva je tudi, da otroci spoznajo, kar se v občini Medvode dogaja oziroma kaj ponujajo različna društva. Tako da predvsem z lokalnimi društvi in posamezniki tudi sodelujemo. Tako da, kot omenil sem tabornike, s katerimi smo prejšnji teden v bistvu tudi izvajali tabor Sotočje, tam pri njih pod Čerenom, pri taborniški hiški, drugače pa z društvom Amulet, oni imajo umetniške delavnice pri nas. Včeraj so bili prvič z nami v bistvu Policijska postaja Medvode, tudi super delavnico so pripravili. Gasilci imajo danes drugo delavnico. Potem so tukaj še Zdravstveni dom Medvode, so tudi pripravili zanimive zadeve. Pa so pa še športna društva Rolera, se pravi rolanje so za otroke. Potem imamo pa še razne posameznike in tako naprej, ki pridejo, so pripravljeni pomagati s kakšno delavnico. Tako da je pestro, otroci res uživajo. Tomšič dodaja, da so otroci izjemno uživali na obisku ekološke kmetije Kršinar in jahalnega centra Janhar, kamor so se letos zaradi tolikšnega števila otrok odpravili kar z 2-nadstropnim avtobusom. Kaj pa otrokom najbolj ostane v spominu z vidika animatorjev? Ponavadi kakšne te delavnice pripravljamo, gremo na kakšne kmetije, šli so tudi jahat, pa imamo tudi kakšne ustvarjalne delavnice, ponavadi ustvarjamo z glino, delamo kakšne kolaže, kakšne take zadeve, pa pridejo gasilci, policaji, da jim tako malo predstavijo, kaj delajo. Ja, to po večini. Varstvo je namenjeno otrokom starim od 6 do 10 let, prednost pa imajo tisti s stalnim bivališčem v občini Medvode. Termini varstva se iz leta v leta polnijo zelo hitro, zasedeni so bili namreč že v parih urah razpisa. Tomšič pa v prihodnje obljublja digitalizacijo prijav. Termini so bili v bistvu tudi vsi zasedeni že prvi dan razpisa v parih urah.
Tako da pripravljamo zdaj, smo v dogovarjanju, da se bo vse skupaj digitaliziralo, kar je edin prav, glede na to, da smo leta 2024. Se pravi, bo vse potekalo zdaj prek računalnika, se pravi, tudi računalnik bo samo omejil starost otroka, samo na 2 termina bo lahko en otrok prijavljen in tako naprej, da bi res čim več otrok lahko prišlo na vrsto, zato ker za še širitve, se pravi, da bi še povečali kapacitete, več kot 60 otrok zaenkrat ne vidimo. Kaj pa je bilo fantom na tokratnem počitniškem varstvu najbolj všeč? Ker so bili policaji, tudi policaji pa gasilci, ki so prišli. Kaj gasilci zdaj kažejo? Kaj si novega izvedel? Novega sem izvedel, kako se ga dajo pravilno na nosilo, če je prometna nesreča, pa kaj delajo. Mene je bilo pa najbolj všeč tudi, ko so včeraj policaji prišli, ko je policista glavni metel frizbi in pol je en pes lovil, pa ko je skakal med obroče. Pa isto danes, ko so prišli gasilci, ko so nam kazali orodje. Kaj pa dekletom? Ko smo imeli kužke pri policistih. In kaj so delali kužki? Ukaze so jim dajali policisti, pol so pa delali tako, malo so prosili, pa so se na zadnje tačke dvigali, pa eno tačko so ti lahko dali, pa salamce si jim lahko dajal. Včeraj, ko so prišle policijske, so mi velikokrat dali lisice, ker mi je bilo ful zabaven. Meni je bilo pa všeč, ko smo prvi dan delali z glino. Aha, in kaj si ustvarila z glino? Konja. Jaz pa sem hotela ustvariti francoskega buldoga, ampak sem namesto njega ustvarila jazbečarja. Kaj je bilo pa te najbolj všeč? Ko so skakali čez obroče. A kužki? Aha, okay. Kdo pa je danes prišel k vam na obisk? Gasilci. Ja. In kaj si izvedela novega od gasilcev? Da so velikokrat tudi v pomoč, pa imajo veliko tudi pripomočkov v avtih. Da tudi oni ne gasijo samo. Kaj pa vse delajo? V poplavah pomagajo, pa rešujejo ljudi. Otroci so prav tako navdušeni nad zvokom sirene in špricanjem z vodo, pravi namestnik poveljnika PGD Preska Boštjan Gortner. Ja, otroci zmeraj rad pogledajo gasilce, zmeraj poslušajo eni bolj, eni manj, ampak mislim, da smo gasilci dosti zanimivi, sploh zaradi tega, ker našega dela, pa tudi pestrost opreme veliko imamo za pokazati, tako da otroci z zanimanjem spremljajo. Še boljše pa takrat, ko kakšno stvar v roke primejo, ko potežkajo, ko probajo, koliko je težko, pa če probajo še kakšno stvar, kako to dela. No. Najbolj zanimivo je pa potem, ko voda šprica. Namen varstva je torej, da se otroci spoznajo z društvi v naši občini, preživijo čas na prostem in se družijo. Večina stroškov pa krije občinski proračun ter urad za mladino, saj starše stane teden počitniškega varstva le 50 €. Poročali smo že, da je 23. avgusta, že 10. zapored za skoraj mesec dni, na široko odprla svoja vrata hiša na hribu v Žlebeh. Še do 22. septembra, torej še ta konec tedna in naslednji v petek, soboto in nedeljo med 14. in 19. uro si lahko ogledate razstavišče sodobne umetnosti in skupnostnega ustvarjanja. Prav tako smo že poročali o tem, da so odprtje s petjem pospremili tudi domačini oziroma ta mladi iz Žleb, kot so si nadeli priložnostno ime, glasbena zasedba Za srce Mo in oblikovalka zvoka Nina Šardi. Poročali smo tudi o osrednjem delu projekta, portretih znanih žensk in domačink v lesorezu in na platnu, skupen projekt idejne voditeljice projekta in vsebinske snovalke hiše na hribu Zvonke T. Simšič in vizualne umetnice Mojce Senegačnik. Tokrat pa še na kratko o partnerjih projekta in posledično še o ostalih gostujočih ustvarjalkah oziroma ustvarjalcih.
dolgoletni partner projekta Hiša na hribu. Na začetku so bili to bolj posamezni dogodki, okrogle mize, delavnice, v zadnjih 3 letih pa tudi z razstavnim prostorom, tako da v letošnji ediciji je razstavni prostor seveda tukaj v Žlebah pri Sveti Marjeti. En del razstavnega prostora je pa tudi na domačiji Parlenart v Kašči. Tam letos razstavlja umetnica Mateja Kavčič z instalacijo v zgornjem in spodnjem delu Kašče. Še vedno je pa na ogled tudi veliko gnezdo v sadovnjaku za domačijo, ki ga pa nekako dopolnjuje tudi delo Romarji prihodnosti, tujih umetnikov, Branke Cvetičanin in Jasona iz Hrvaške. To je pa posebno zvočno. Na matični lokaciji Hiše na hribu si lahko sicer ogledate video predstavitev projekta akademske slikarke, vizualne umetnice Mateje Kavčič z naslovom Shramba, ki je torej na ogled postavljen v Kašči domačije Parlenart vse do konca meseca oktobra. Hrvaška intermedijska umetnica Branka Cvetičanin pa je v rezidenco na domačiji Parlenart prišla na povabilo Urbanističnega inštituta Slovenije in med bivanjem skupaj s partnerji umetniškega kolektiva Poligon ugotavljala specifiko teh krajev, blizu Ljubljane pa vendar z ohranjenim agrarnim značajem in specifičnim načinom življenja. Ono što mi je bilo zanimljivo je otkriće zvukova koji ovdje u stvari su konstantni i zapravo borave ovdje već stoljećima. Dobili smo mogućnost istraživanja privatnih arhiva, zvučnih arhiva snimljenih u 60-ih godina i onda je nekako taj uzorak zapravo bio jako prepoznatljiv i nekako smo postavili umjetničku tezu da je zapravo zvuk taj koji je nevidljiv, ali ovu zajednicu nekako objedinjava. Počevši od zvona do vrlo specifičnih novih zvukova kao što su nečujni za nas zvukovi žica i električne struje i zapravo smo te zvukove inkorporirali u jedan zvučnu šetnju. Kaj to konkretno pomeni? Da sta za obiskovalce ustvarjena 2 zvočna sprehoda, postavljena na 2 lokacijah. Prvi tu v vasi Žlebe, drugi pa na Belem. Vsak Romar prihodnosti, kot se imenuje projekt, bo dobil karto s QR-kodo in z osnovnimi informacijami, kako se prek aplikacije na mobilniku premikati po prostoru in poslušati zvok, ki obstaja stoletja in združuje skupnost. Ja, to je zelo, jaz bi rekla, subtilen, neinvaziven način, kako umetnost umeščati v ta prostor. Mogoče je to tudi eden pač od načinov, kako v prihodnje. Tako da upam, da bo še kaj se razvilo na ta način. S Hišo na hribu pa zadnja 3 leta, kot rečeno, sodeluje tudi Urbanistični inštitut Slovenije s projektom Evropske unije Smutis, ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih. Kako ste prišli do tega nabora? Ja, ko smo razmišljali o tem, kako aktivirati lokalne skupnosti in lokalne prostore, smo zelo hitro ugotovili, in to je tudi pravzaprav jedro tega projekta, da so lokalni umetniki, ki so že prisotni v teh okoljih, tisti, ki lahko pravzaprav spodbudijo skupnost, da začne spet sodelovati skozi svoje umetniške intervencije in idejami, ki jih pravzaprav prinašajo umetniki. In po nekaj letih sodelovanja z lokalnimi umetniki se je porodila ideja, pa tudi možnost skozi projekt, da razširimo to skupino umetnikov. Poleg Branke Cvetičanin so zato v projekt Hiša na hribu povabili še japonsko ustvarjalko Akiko Sato. S to njeno odlično idejo, da pravzaprav skozi semena in naše sanje pravzaprav skupaj premišljujemo, kaj je lahko prihodnost, ki jo želimo. In s to delavnico, ki jo je Akiko tukaj izvedla, smo naredili zdaj prvi korak. Ravno danes pa skozi razstavo Hiša na hribu pa zbiramo ideje, kako naj bi se te skupnosti razvijale v prihodnje in potem po ideji Akiko bomo ta semena, ki bodo prežeta z idejami,
posejali naokrog in upali na to lepo prihodnost. Japonska ustvarjalka Kiko Sato je predhodno torej že izvedla delavnico Cianotopija na blago, izdelovanje vrečke, kamor položite svoje sanje in semena, kar je bil prvi del njenega projekta. Delavnica je morala potekati na sončni dan. Why the sun? Because I picked this technique of cyanotype, which requires sun and the water and then the wind, and I had this inspiration from American Indian tradition. It's one tribe that they would sleep with a seed and sow their dreams, and then before they sow the seeds into the ground. And I was inspired also that seeds being the potential for the future generation, and to how we could carry the dreams and hopes and ambition to the next generation. So I thought I want to incorporate that to seeds, the nature and then people, yes. V času razstave lahko tudi obiskovalci še vedno dodajo svoje ideje, svoje sanje, kako naj bi se skupnost razvijala v prihodnje. Boste vi osebno dodali kakšno idejo? Absolutno. Lahko izvem kakšno? Ne, to pa ne, jo bom pustil kot skrivnost in potem držal pesti, da se uresniči. Je pa seveda vezana na to, da znamo sodelovati in da delujemo spet kot skupnost. Na letošnji razstavi sodeluje še vizualna umetnica Nives Zalokar z deli, ki so začela nastajati med njenim 10-dnevnim bivanjem v Avstraliji v tesnem sodelovanju in sobivanju z avstralskimi staroselci. In letos prvič sodeluje tudi ilustratorka in animatorka Eva Margon Štanta, ki se je tokrat predstavila z upodobitvami lilije v lesorezu. Ustvarila je več različnih odtisov, barvnih in črno-belih. Ja, v večji meri sem jaz ilustratorka, predvsem znanstvena ilustracija, botanična ilustracija, živalska ilustracija. Ti motivi so mi zelo blizu iz narave. Sem zelo ponosna, ker imajo velik uporaben del. Nekaj je tudi za gozdarski inštitutih je bilo nekaj narejenih, pa za prirodoslovni muzej, kjer so v sklopu stalne razstave kot nek pripomoček pri sami razstavi eni. Tam zagotovo ni ilustracija sama zase, je kot res nek uporaben namen in ja, na te stvari sem sigurno ponosna. Je pa res, da sem se v zadnjem času zelo začela posvečati tudi lesorezu, v tem primeru tudi, linorezu, v tem primeru tudi lesorezu, redukcijskemu linorezu. Me zelo zanima, se mi zdi, da me nekako dopolnjuje to, ob tisti natančnosti v znanstveni ilustraciji. Kot rečeno, še ta konec tedna in prihodnji teden vabljeni v razstavni prostor v Mežnariji, manjšem lesenem skednju in zvoniku ob cerkvi Svete Marjete v Žlebeh. Do konca oktobra v kašču domačije Parlenart na Belem oziroma kadarkoli v njen sadovnjak in prav tako kadarkoli si lahko ogledate niz novih potov pri cerkvi Svete Katarine na Topolu. Vsakoletne jesenske serenade pomenijo vstop v novo sezono umetnosti prek barvitega mozaika večerov, v katerih z roko v roki glasba in interpretirana beseda popestrita septembrske sredine večere v Medvodah. Včeraj so bile že druge, v Kulturnem domu Medvode so odmevala trobila. Tokrat pa poročamo z prvega večera, ki se je zgodil že prejšnjo sredo, 4. septembra, ko sta se povezala harmonikarka Teja Udovič-Kovačič in interpret Dejan Pevčevič. Skrite misli so naslov koncerta letošnjih jesenskih serenad, na katerem nastopa mlada Koprčanka, prejemnica Prešernove nagrade Teja Udovič-Kovačič. Harmoniko je začela igrati pri 6 letih in kmalu pričela osvajati nagrade na tekmovanjih. Je tudi 3-kratna zmagovalka državnega tekmovanja Temsig. Izjemne rezultate je dosegla tudi v tujini in je zelo zaželena solistka pri različnih orkestrih. Izjemna pot, ki so jo tlakovali v glasbeni družini.
Lahko bi rekli, da smo imeli glasbo v družini. Mama je tudi profesorica harmonike, pa tata je tudi ljubiteljsko igral v orkestru dolga leta. Drugače sem začela z igranjem klavirja pri 5 letih, pol pa pri 6 letih še z igranjem harmonike. Tako da zdaj pa v bistvu že zaključujem študij na Akademiji za glasbo iz harmonike. Kot rečeno, veliko sodeluje z različnimi orkestri in glasbeniki, pogosto ji lahko prisluhnete na različnih festivalih, večinoma kot solistki. Ko rečem, da sem imela že kar nekaj izkušenj in igranja kot solistka z orkestri, tako z Orkestrom Slovenske filharmonije, tako kot z orkestrom RTV Slovenija in tudi drugimi, tudi nekaj v tujini, v Franciji. Drugače pa ja, seveda vsakemu glasbeniku mislim, da je izziv sodelovati s čim več različnimi glasbeniki, se povezovati, si deliti to. Tako da to je tudi meni največje zadovoljstvo. Jesenske serenade so znane po tem, da priložnost rade dajejo mladim, zelo talentiranim glasbenikom in gre pravzaprav za cikel nastopov, ki se mu glasbeniki radi pridružijo. Ja, v okviru Glasbene mladine Ljubljanske in tudi Glasbene mladine Slovenije sem nastopala že večkrat, ker sem se v času študija prijavljala na razpise. Zdaj so me pa povabili k sodelovanju za teh 5 koncertov jesenskih serenad v septembru in ja, je eno posebna izkušnja, ker lahko 5krat v različnih krajih izvedeš isti koncert, pa tudi ta koncept z povezovanjem z poezijo in s prozo se mi zdi res fajn, bi ga želela še vnaprej tudi uporabljati. Mlada Slovenka. Močno telo, ki dobro počiva na vitkih nogah. Prsi pravilne in čvrste. Ramena nekoliko širša, kot narekujejo skladna in pravilna sorazmerja tega telesa. Lasje gladki kot pri grških kipih, obraz, ki rad zrdi, pa droben, gibljiv, na njem zavzemajo največ prostora velike oči in močne ustnice dobrih, zdravih ust. Ko se ta deklica nasmeje, smeje pa se pogosto in prisrčno, brez koparjenja, postane njen obraz še drobnejši. Pojedo ga velike oči in sijajni zobje, potopljeni v toplo rdečost jezika neba in ustnic. To je lepota. Dejan Pevčevič, morebiti celo nastopajoči na jesenskih serenadah z najdaljšim stažem, se vsako leto veseli novih izzivov. Tokrat je publiki govoril o tem, kakšne smo slovenske ženske. Jaz mislim, da sem bil že večkrat drzan. Se mi zdi, da mi je to nekako v naravi in si želim tako malo podrezati, kakšna vrata odpreti, kakšen miselni pokrov dvigant. Tako da, ja, je na nek način drzno. Po drugi strani gre pa za neke preproste življenjske resnice, ki so take, ki so. In najlažje je stvari povedati pač tako, kot so. Seveda je Dejan besedilo zgolj dobro interpretiral, avtor pa bosansko-srbski književnik in diplomat, prejemnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić. Sama ideja je pa nekako prišla bolj po nekem srečnem naključju. Ure in ure sem že presedel v knjižnici, z ničemer nisem bil najbolj zadovoljen. Neko osnovno idejo sem imel z nekim slovenstvom in tako naprej, harmonika in nageljček in tako, to sem imel približeno v glavi, kaj pa kako, ampak samo besedilo je bilo pa izjemno težavno dobiti. Navdihnil pa ga je sprehod po Ljubljani, ko je pri Glasbeni akademiji opazil panoje z Ivom Andrićem. In se mi je zdelo, tukaj bi pa mogoče bilo lahko zanimivo. In sem tam prebral znamenja o poti njegove misli skozi življenje. Sem rekel, to je nek pameten mož, ki bo znal kaj dobrega v Sloveniji povedati, pa ne vem, sploh nisem vedel, kaj tam noter narediti. In potem, ko sem to začel brati, se mi je zdelo sila zanimivo, kako nekdo drug gleda. Mi vemo, da je to srbski književnik, ampak vemo pa tudi, da je pri mladih Srbih zelo znano to reklo, kako so Slovenke lepe, da to so najlepše ženske na svetu, ali pa ene najlepših. Tako si pravijo, seveda Slovenci pravijo zdaj za kakšne druge in tako naprej. In se mi je zdelo, tukaj bi bilo pa to mogoče lahko zelo zanimivo, da je to še bolj podkrepljeno, kot če bi tam nek slovenski pastirček pisal o neki svoji ljubici in tako. Se mi zdi, da ima to na nek način neko večjo težo. In da v tem jugoslovanskem, balkanskem prostoru
Ja, se mi zdi, da bo Srb še najbolj vedel za Slovenke, kako je. A veš, to, kar mi imamo pred sabo, ne vem, če najbolj objektivno vidimo. Ker je bil naslov večera Skrite misli, je tako morebiti Dejan Pevčević povedal nekaj takih misli na glas. Ja, na nek način so. Zapisane, črno na belo in povedane na glas, ja. Zadovoljni, da spet sodelujete na jesenskih serenadah? Ja, jaz sem zelo zadovoljen. Zdaj sem že 21. zadovoljen zapored. Tako da sem vesel, seveda pred vsakim prvim nastopom, ki je bil včeraj na Brkinih, tam je vedno neko prespraševanje, ali bo ali ne bo, ali je dosti dober, ali ni dosti dober, ali bi mogel malo drugače, ali bi mogel še kaj, ampak potem, ko dobiš ta prvi odziv in če je ta pozitiven, če so žareči obrazi, močni stiski rok, takrat veš, da si na pravi poti in potem te sam požene naprej. Tako da sem zdaj v Medvode prišel že majčkeno bolj samozavesten in z neko radostjo zdaj to povedati, sem že komaj čakal, da dobim priložnost. Stejo Udovič Kovačič sta se povezala v zanimivem sklopu izbora glasbe, s katero je Teja poskusila poslušalcem predstaviti celoten spekter klasične glasbe na harmoniki, med drugim Händlove suite številka 6, pa Scarlattieve sonate v C-molu, vse pa se je prepletalo z zbirko Leoša Janačka Po zaraščeni poti. Ja, v tem sporedu sem želela predstaviti tako celo paleto programa, ki ga igramo na harmoniki, tako da tele skladbe Po zaraščeni poti od skladatelja Janačka so nekako povezovalni člen in se pojavljajo med vsakim sklopom. Potem vmes sem pa dala nekaj skladb, ki so bolj sodobne, pa tudi nekaj baročnih skladb, tako da je vsakega nekaj. Včerajšnji koncert trobilnega kvinteta Five Brass v sodelovanju z dramskim igralcem Tadejem Piškom bomo predstavili v prihodnji oddaji, vas pa že vabimo na 3. koncert jesenskih serenad. Ta bo v sredo ob 20. uri v Župnijski cerkvi v Sori, nastopila pa bo pevka Eva Hren v družbi godalnega kvarteta Adora in dramske igralke Tine Uršič. Momali je interdisciplinarna umetnica, ki zadnja leta živi v okolici Medvod. Njena trenutna razstava je že 4. v knjižnici Medvode. Z njo nadaljuje raziskovanje teme interakcije med naravo in človekom. Razstava z imenom Napajanje z modrostjo narave je posvečena preučevanju človekovega mesta v prostoru živega sveta, ki nas obdaja. Vsiljeni stereotipi sodobnega sveta človeka vse bolj oddaljujejo od njegove resnične narave. Svet danes dojemamo skozi prizmo pripomočkov, ki so trdno vstopili v naše življenje in življenje mlajše generacije. Z razvojem tehnologije postaja naš življenjski standard sicer lažji, vendar ima ta kovanec tudi drugo plat. Pomeni odmik od našega pravega in resničnega jaza. Kako pogosto smo sami seboj, zavestno občutimo trenutek in smo prisotni tukaj in zdaj. Čeprav so tehnologije olajšali naš življenjski standard, imate medalje drugi stran, oddaljevanje od samega sebe. Kako pogosto smo prisotni v trenutku? Tukaj je bila ideja o odtujnosti od narave, naša odtujnost od narave in zapiranje sebe v škatlo, svet naprav. Namesto, da bi se приходили, погостей изберем сидение в телефону. В tej zbirki nas poziva, da prebudimo občutek povezanosti s naravo in saj nas modrost in tišina gozda napolnjujeta in vračata k sebi. Bliže, ko smo k naravi, bliže smo sebi. Motive na slikah so navdihnili sprehodi po Šmarni gori in gozdovih ob reki Savi. Umetnica pa vse obiskovalce njene razstave in obiskovalce knjižnice prosi, da soustvarijo njeno naslednjo sliko. Obiskovalcem razstave predlagam, da odgovorijo na vprašanje, kaj vam pomeni narava, in da odgovorijo in ga zapišejo na platno, na katerem bom ustvarjala novo sliko. Tako lahko na prihodnji razstavi umetnice sodelujete s svojim delčkom pri nastajanju prihodnjega umetniškega dela. Razstavo si lahko ogledate do petka 20. septembra.
Med 5. in 8. septembrom se je v Ljubljani odvijal badminton turnir I Feel Slovenia Leaning Future Series 2024, kjer so uspešno nastopili medvoški badmintonisti. V moških dvojicah sta Miha Ivančič in Rok Jerčinovič morala priznati premoč zgolj švicarski ekipi in tako osvojila srebro. V mešanih dvojicah pa sta Miha Ivančič in Petra Polanc še enkrat več dokazala, da jima na domačem terenu ni para. V 2 setih sta v finalu slavila proti Italijanoma. Pri trgovini v Medvodah je prišlo do manjše prometne nesreče, vendar sta obe vozili in voznika izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu, zato so policisti odstopili od ogleda. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Pirniče-Smlednik in tudi tam so zaradi zgolj manjše škode policisti odstopili od ogleda. Kaznivih dejanj tokrat policisti niso obravnavali, poročajo pa, da je občan policistom izročil najdeno zdravstveno izkaznico, ki so jo vrnili lastnici. Poklicali pa so jih še k ogledu nesreče, v kateri je vlak povozil osebo in kjer so morali pričeti s postopkom ugotavljanja identitete pokojne osebe. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah seznanili tožilstvo v Ljubljani. Več o delu policistov pa najdete tudi na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je vse v današnji spet precej obsežni informativni oddaji Vse. Pred nami bi bil sicer s prireditvami bogat konec tedna, pa je vreme malo ponagajalo. Preverite, čemu so se organizatorji morali odpovedati, prestaviti in pri čem še vztrajajo. Mi bomo zraven in poročali v informativni oddaji čez teden dni. Na snidenje.